znanjem ponosni v prihodnost. Profesor dr. Milan Šernek se je rodil leta 1970 v Brezovici. V rosni mladosti ga je oče tesar navdušil za delo z lesom, zato se je odločil za izobraževanje na tem področju. Leta 1995 je diplomiral na oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo vpliv gradienta vlažnosti lesa na gradient temperature pri visokofrekvenčnem segrevanju. Na isti inštituciji je leta 1999 magistriral z delom vpliv bistvenih dejavnikov na penetracijo in trdnost UF lepilnega spoja pri lepljenju bukovine. Doktoriral je leta 2002 na Virginia Polytechnic Institute and State University v ZDA. V Ameriko se je prvič podal leta 1997 v okviru enoletnega znanstvenega usposabljanja. Leta 2000 pa je tam začel z doktorskim študijem. Zaposlen je na Biotehniški fakulteti kot redni profesor. Kot predstojnik katedre za lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin večino raziskav posveča lepljenju lesa in razvoju lesnih kompozitov. V zadnjem času se je osredotočil predvsem na raziskave lepljenja lesa z drugimi materiali, kot so steklo, jeklo in umetne mase. Višno je naključje, ko se je pomurski akademik dr. Milan Šernek usmeril v lesarstvo. Že kot mlade je to imel fejst rad. In to je tudi fejst fajni pokazatelj, ko če nekaj imaš rad in ti življenje te da priliko, ko se s tem tudi ukvarjaš, si lahko na tom področju fejst uspešen. Pomurski akademik dr. Milan Šernek vsako leto na konferenci Pomurske akademije pride z nekšnimi novostmi, pride z nekšnimi resno svetovnimi novostmi in ko se lahko še najbolj fajn vidi z aplikativnimi, uporabnimi novostmi na področju uporabe lesa. Tako se spomnim, ko nas je vse presenetil, kdo nam je pokazal, kako se les da tudi švasati, ne samo lepiti. No in tudi njegovo gnjišne predavanje povezano z tem, kako lahko les, naraven material, povežemo in so uporabimo z enimi umetnimi materiali, z umetnimi kompoziti in na kakšen način so uspeli to lepljenje, ker je dostakrat ne bilo učinkovito, napraviti takšno, kot drži, kot če bi zašvasali. In gli zavolo toga, gli zavolo te uporabnosti in še toliko bolj povezane z enim takšnim naravnim materialom, kak je les, so njegova predavanja ne samo zanimiva, uporabna, ampak tudi takšna, ki so trajnostno naravnana za naprej. Zato se že lepo v Kuper veselimo toga, komu se v nadaljevanju navčili. Kerok ali umetni kamen je komercialno ime za trd kompozitni material, ki je sestavljen iz 40% polimetil metakrilata in 60% aluminijevega hidroksida. Kerok se največ uporablja za kuhinjske pulte, kopalniške elemente, pomivalna korita, fasadne elemente, reklamne panoje, opremo javnih in tako imenovanih čistih prostorov, kot so bolnice, farmacevtski, medicinski in ostali laboratoriji. Njegovo estetsko vrednost povečajo razni barvni in granitni učinki. Lahko ga skobljamo, brusimo, reskamo, stružimo, vrtamo in termično oblikujemo. Njegovo uporabo je možno razširiti z lepljenjem z drugimi materiali, kot je na primer les. Ker pa sta kerok in les v nekaterih pogledih precej različna materiala, je bil glavni cilj raziskave proučiti njuno kompatibilnost z nekaterimi lepili in ugotoviti kakovost lepljenja. Ugotovili smo, da je z nekaterimi lepili, ki se uporabljajo v lesni industriji, mogoče lepiti kerok z lesom. Izkazalo se je, da dobro omočenje ne pomeni nujno tudi dobre adhezije med kerokom in lesom. Za učinkovito lepljenje so pomembne tudi mehanske lastnosti utrjenega lepilnega spoja in zadostna hrapavost površine keroka.
Kerok pri nas proizvaja podjetja Kolpa d.d. iz Metlike. Globalno je proizvajalce tega materiala le nekaj, najdemo pa ga tudi pod tržnim imenom Kourian in Hymex. Čeprav sta les in kerok po lastnostih precej različna materiala, ju je možno kakovostno zlepiti z aminoplastičnimi lepili za les. Zadostna hrapavost keroka je ključna za zagotovitev dobre adhezije pri lepljenju z lesom. Lep pozdrav vsem skupaj. Iz medicine v tehniko, pa da bo mehkejši prehod v biotehniko. Prihajam namreč iz biotehniške fakultete, na naših programih so tudi genetika in drugi medicinski predmeti. No, to, kar bom pa jaz povedal, je pa večinoma čista tehnika in tehnologija. Gre pa za lepljenje lesa, delam na področju lesarstva, z drugimi umetnimi materiali. In ena taka raziskava, ki jo delamo z podjetjem Kolpa v okviru ene doktorske dizertacije, je lepljenje lesa in keroka. To je kratek pregled, o čem bom govoril. V bistvu bi rad ta material najprej na kratko predstavil, povedal njegove značilnosti, zakaj se z lesom včasih lepi, včasih ne, kje so izzivi, kje so težave, potem pa konkretno eno raziskavo in možnosti aplikacije takšnih kompozitov. Kerok je po definiciji trd kompozitni material. V bistvu, preprosteje povedano, je to umetni kamen. Tu je nekaj primerov, tule v tej škatli imam še enih 80 koščkov, če vas zanima, lahko pokažem. In v bistvu gre za imitacijo kamna, vendar z umetnimi materiali. Številne teksture, številne barve in potem seveda uporaba na podobnih področjih, kot uporabljamo recimo granit, marmor in podobno. Kemijsko je sestavljen iz aluminijevega hidroksida, 60%, 40% pa predstavlja polimer, in sicer polimetilmetakrilat ali preprosteje pleksi steklo. To dvoje je torej osnovni material, potem pa so še različni dodatki. Predvsem je potrebno med tema dvema ustvariti vez, to naredimo s silani, tako da se potem na eni strani ta silan veže na ATH, na drugi strani pa na polimer in dobimo tako čvrsto, kompaktno vez. Potem pa so temu materialu dodani še različni aditivi z namenom spreminjanja ali prilagajanja določenih lastnosti. Največkrat so to barvila, razne bleščice in podobno, da dobimo efekt kamna. Tukaj na kratko prikazan potek proizvodnje. Gre za kontinuirani proces, v bistvu dokaj avtomatiziran večji del, tukaj nekega fizičnega dela ni, šele kasneje, ko je material narejen, potem pride do raznih obdelav in predelav. Takole izgleda. Na koncu je to v obliki plošče različnih formatov, predvsem je pa odvisno od tega, kje se bo kasneje uporabljal, gre za neko notranjo uporabo ali zunanjo uporabo, temu se potem prilagajajo tudi končni formati, debeline in tudi ostale fizikalne ter mehanske lastnosti. Kerok oziroma ta kompozitni material na svetu ne proizvaja veliko podjetij. Tukaj so našteta 3 glavna, torej naša Kolpa, ki ga trži pod imenom Kerok, potem je Kourian od DuPonta in od LG-ja je Hymex. Tako da med temi tremi je recimo največja konkurenca in borba za trg. Kerok uporabljamo na številnih področjih, predvsem tam, kjer je vlaga, kjer je voda, se pravi za kuhinje, za kuhinjske pulte, za korita, potem za kopalnice. Kolpa je med drugim tudi znana po raznih tuš kabinah, kadeh in podobno, in na tem področju veliko razvijajo iz keroka. Potem tudi razno pohištvo. Mogoče kot pomanjkljivost tega materiala je, da je precej gost, težek. Nekajkrat težji od lesa in to mu je predvsem, rečemo, pomanjkljivost za pohištveno industrijo. Potem ogromno se uporablja za fasade, ker je trajen, durabilen in v bistvu zdrži takšne vremenske pogoje, kot so pri nas tudi več desetletij. Potem pa seveda tudi za razne druge oblike, oblikovalci ga imajo radi, ker se da obdelovati podobno kot les ali pa lahke kovine, za razne okrasne predmete in
razne bolj, rečemo, ekstravagantne oblike ter pohištvo. Konkreten problem, s katerim smo se mi srečali, je, da pri predelavi tega keroka je potrebno na koncu ploščo zbrusiti. In ta odbrusek je lahko nekaj milimetrov in pri tankih ploščah to predstavlja tudi 50%. Če povem tako kot zanimivost, v Kolpi nastane več kot 500 ton prahu, ki ga v bistvu lahko porabijo, ampak želeli so predvsem mu povišati neko dodano vrednost. Možnosti, ki jih oni vidijo za rečemo, reciklažo, so kemijska reciklaža, potem bodi se nadaljna predelava z mešanjem z tem polimerom, potem kot neko polnilo ali kot zanimivost, ker je tudi tukaj recimo pri nas, v asfalt ga dajejo določeno količino, predvsem z namenom, da zmanjšajo pojav kolesnic, se pravi to lastnost izboljšajo pri asfaltu. Vendar so to količine, kjer niti slučajno ne porabijo teh 500-600 ton odpadnega materijala in želja je bila, da z nekim novim postopkom ali pa nekim novim proizvodom porabijo ta odvečni prah v nekem kompozitu recimo. In ena izmed idej je bila, da bi ga kombinirali z lesom. Lesne kompozite poznamo, ogromno je takšnih materijalov, kot so iverne plošče, vlaknene plošče, razne furnirne, vezane in podobno. No in želja je bila, da bi naredili kompozit, ki je podoben iverni plošči, določen del vlaken, prahu in seveda tega kerok prahu. In osnovni problem, ki se je tukaj pojavil, je bil kompatibilnost. A sta ta dva materijala kompatibilna, se marata, se lahko lepita recimo z nekim poljubnim lepilom ali pa je to nemogoče. No in mi smo imeli za cilj, da poskusimo z lepili za les, ker je tega v lesarstvu ogromno. Izbrali smo dva tipa lepil, aminoplastična in fenolna, ter potem poskušali najprej v, rečemo, masivni obliki, v taki, torej ploščo zlepiti z lesom in ugotoviti, kakšna je trdnost in kasneje tudi, ko bomo videli izdelati kompozit potem iz prahu. Se pravi, osnovni problem je bil najti kompatibilnost med lesom in kerokom. Ker je vsako lepljenje v bistvu povezano z lastnostmi površin, smo preverili površinsko napetost oziroma prosto površinsko energijo pri keroku in glavna, rečemo, ugotovitev, ki smo jo s tem postopkom, ne bom ga podrobneje opisoval, ugotovili je, da ima bistveno nižjo površinsko energijo kot les. Potencialno seveda so potem tudi interakcije na molekulski ravni manjše z temi klasičnimi lepili, ki jih uporabljamo v lesarstvu. Nas je potem zanimalo, kako lahko takšno površino aktiviramo, spremenimo, kako lahko to površinsko energijo povečamo. Preden preidem konkretno na lepljenje, mogoče še izpostavim, da sta ta dva materijala zelo različna. Les je po eni strani naraven, ta kerok je čist umetna snov, les je porozen, v bistvu diha, ima prevodno funkcijo v drevesu, kerok je neporozen, kerok je bolj po karakterju nepolaren, čeprav ni čisto nepolaren, les je bolj polaren, potem les je heterogen, noter je ne vem koliko različnih tkiv, ne vem, grče, smole in podobno, kerok je lahko precej homogen, tako da je veliko, rečemo, različnih vidikov, kako ta dva materijala združiti. Predvsem pa, kar je pomembno, stabilnost. Les je nestabilen z vidika vlažnosti, se dimenzijsko spreminja, kerok se ne, je pa kerok po drugi strani seveda občutljiv na temperaturo, predvsem na bistveno višje temperature, recimo čez 100 ali več. Tako da ta vidik smo poskušali nekako upoštevati in najti lepilo ter postopke, kako potem to uspešno zlepiti. Torej, cilj je bil videti, kakšna je ta privlačnost, adhezija med tema dvema materijaloma. Če ni zadostna, kakšen postopek uporabiti, recimo razni postopki tretiranja s plazmo in podobno, ali ne nazadnje tudi silaniziranje, s katerim potem dosežemo boljšo adhezijo. In zadnji cilj je bil narediti iz tistega prahu potem nek končni kompozit.
Izdelali smo različne materijale, zlepili potem te plošče. Naj poudarim, torej v tem konkretnem primeru je šlo za masiven kerok, ne za prah. Delamo sicer raziskave tudi na prahu, ampak za začetek smo želeli z materialom v taki obliki, kot ga proizvedejo. In ko smo to zlepili, smo ustrezno pripravili preizkušence po nekih klasičnih standardih. Zdaj vedno se pri lesu ugotavlja tudi, kako vlaga in voda vpliva na lepilni spoj, tako da smo del preizkušenca tudi namakali po lepljenju in potem takšen preizkušenec, ko ga tukaj vidite, smo mehansko testirali. Gre za klasičen strižni test in tukaj konkretno je naprava za vpetje vzorca ter stroj za doseganje določene obremenitve, kjer potem dokaj enostavno ugotovimo trdnost spoja. Kaj smo ugotovili? V bistvu s temi lepili, ki smo jih izbrali, sta bili dve, rečemo, zadovoljivi. Nekje okrog 10 oziroma ne nekje, kar točno 10 newtonov na kvadratni milimeter je meja po standardu za sprejemljivost nekega lepila in v dveh primerih smo to zlahka dosegli, v enem primeru pa ne. V tem konkretnem najvišjem rezultatu lahko povem, da je lom bil kohezijski, povsem po lesu, tako da kaj dosti više se ne da iti, ker sam les niti več ne zdrži, razen če ga z nekim postopkom okrepimo. Potem nas je pa zanimalo še, kako vpliva površina oziroma obdelava površine keroka, ker kerok je predvsem tukaj problem. Izbrali smo namreč lepila za les, tako da načelo za les ni problem. Problem je, ali lepijo kerok. In smo tretirali kerok z različnimi načini, z silanom. Tukaj smo dobili izjemne rezultate, 22 newtonov na kvadratni milimeter, potem pa še s plazmo in plazmo, kjer smo površino še čistili, ker nas je zanimalo, a to ostane res mehansko na površini ali gre za nek sloj, ki se ga zlahka odstrani, pa smo potem z etanolom tole izpirali. Tako da zato torej ustrezno pripravo površine lahko dosežemo izjemne trdnosti, povsem torej zadostne ali celo bistveno večje, kot standard zahteva. No in potem, kam s tem rezultatom naprej, torej cilj je bil narediti kompozit iz praha, z tistega odpadnega, ki nastane pri brušenju. In mi smo predvsem imeli tukaj izzive, kako ta prah oblepiti. To so zelo majhni prašni delci, površina oziroma specifična površina je ogromna. Lepilo je potrebno v ustrezni obliki, v meglici spraviti na te delce v nekem enakomernem procesu in postopku. Tako izgleda kerok prah pod mikroskopom elektronskim, precej majhni delci. Smo tudi analizirali to velikost. In sicer nekje okrog 76 mikronov je povprečna velikost teh delcev, čeprav je distribucija zelo pestra oziroma zelo široka. No, s posebnim mešalnikom smo potem uspeli to lepilo nanesti na prah, hkrati moramo dodati še lesna vlakna in lesni prah. Mi smo tukaj poskusili z različnimi kombinacijami. En primer, kerok plošča, kjer ni nič dodatkov lesa, torej narejeno iz prahu, ne iz polimera konkretno. Tukaj je 5% lesnih vlaken, 5% lesnega prahu in kombinacija prahu in vlaken po 5%. Kaj smo ugotovili? Predvsem smo tukaj ugotavljali togost in upogibno trdnost teh materialov. V bistvu lahko zelo velik delež keroka nadomestimo z lesnim prahom ali pa vlakni, tam do 80 keroka, 20% pa lesa so lastnosti še vedno zelo dobre. Tisto, kar je tukaj naprej, nisem kazal, ker je potem pa kar drastičen padec v togosti in podobno je tudi pri upogibni trdnosti. Tako da ti kompoziti potem dejansko omogočajo izrabo tega materijala, tega prašnega dela v takšnih primerih. Predvsem tisto, kar je potrebno, je, da moramo ta prah pred uporabo silanizirati, je poseben postopek, je tudi drag postopek, tako da je na koncu vprašanje ekonomičnosti, če je ta kompozit za trg že dovolj konkurenčen.
Je pa njegova prednost ta, da ima nižjo ravnovesno vlažnost v primerjavi z lesom, je potem tudi dimenzijsko bistveno bolj stabilen, ima pa še vedno večjo gostoto, vendar ne več tako kot ta osnovni material. S tem bi se vam zahvalil za vašo pozornost. Prah, ki nastane pri brušenju kerok plošč, dodajajo asfaltu in s tem izboljšajo odpornost asfaltne zmesi na tvorenje kolesnic in na pokanje pri nizkih temperaturah.